Projekt oživljanja mestnih središč s pomočjo obrti sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Vodilni partner v projektu je območna obrtna zbornica Krško, ostali partnerji pa smo občine Sevnica, Krško, Bistrica ob Sotli ter Zavod Dobra družba. Za projekt smo se odločili z razlogom praznjenja mestnih starih središč. S tem projektom želimo prispevati k ponovni oživitvi teh središč in ohranjati kulturno, obrtno dediščino ter tako privabljati tudi turiste v naše kraje. Tema obrt, obrtništvo, razvoj tega lepega mesta od sredine 19. stoletja do sredine 20. stoletja je izjemno pomembna tema. Govori o res pomembnosti same Sevnice in pa seveda o številnih, ki so jo sooblikovali. Tudi ta tema, s katero se v muzeju že dolgo leta ukvarjamo, je združila tako naše sodelavce mlajše, našo sodelavko, ki je že v pokoju, doktorico Ivanko Počkar, ki je kar veliko terena opravila v Sevnici in zbrala tudi odlično gradivo, ki smo ga lahko uporabili. Potem seveda Sevničan Ljubo Motore, ki je tudi nam zaupal obsežno svojo fotografsko zbirko, nam še tukaj pomagal in lahko iz nje črpamo. Naša kolegica Martina Orehovec iz Tehničnega muzeja, ki je tudi, bi lahko rekli, ljubiteljica svojega kraja in ves čas zbira in podpira te dejavnosti. In seveda tudi oblikovalka Ana Jazbec, ki je sama iz obrtniške družine. Tako da razstava, za katero smo poglobljeno raziskali tudi različne vire, predvsem hemerotečno gradivo, se pravi gre za gradivo, časopisno gradivo iz tega časa, to je že velik razcvet in se da marsikaj izvedeti, tako da jaz verjamem, da bo ta razstava nekaj novega, da vam prinaša zanimive podatke, malo več je besedila, ker je tudi tema tako obširna in zelo zanimiva, ampak upamo, da boste uživali tudi v tej razstavi, da se boste spoznali s vašo dediščino in uživali v njej. Oblikovanje razstave po sledeh obrtništva mi je bilo zelo zanimivo, zaradi tega, ker je zgodovina obrtništva v Sevnici zelo pomembna, tako za občino kot za razvoj. Kar se tiče pa oblikovno, je zelo enostavna in izčiščena, zaradi tega, ker je že ta prostor sam po sebi zelo lep in nisem hotela preveč izpostavljati nekih kompliciranih oblikovnih zasnov. Je pa tudi stalna razstava, tako da se bo v tem prostoru tudi kasneje marsikaj dogajalo, tako da so tudi toni zelo enostavni, pa nekako pašejo tudi z celim prostorom in temo, o kateri govori. Sevnica je bila prvič omenjena v 13. stoletju. In skozi stoletja se je po naselju pod gradom seveda razvijala tudi obrt. Obrt, ki so jo takratni prebivalci, Tržani, potrebovali. To je bila klasične obrti, kot so kovaštvo, kolarstvo. V nekem obdobju se je začelo pojavljati tudi seveda mesarija in pa pekarstvo, seveda je gostilništvo in pa tudi druge dejavnosti. Danes manjša mesta, ki so bili včasih trgi, so bili postavljeni ob reke, ki so bile tudi glavne prometnice. Kajti po rekah so prevažale ladje, to so bile pokrite ladje, živež iz zahodne Slovenije vse do glavnega mesta danes Hrvaške, Zagreba in tudi naprej do Donave. Tudi v Sevnici je bilo pristanišče, kjer so se te ladje z živežem ustavljale in prodajale trgovcem, gostincem in pa obrtnikom razne predmete, stvari, ki so jih potrebovali za svojo obrt. Leta 1862 je prišla mimo Sevnice železnica in v tistem obdobju se je tudi povečala obrt, obrtniške dejavnosti in pa začelo se je razvijati pravo gospodarstvo. Ali ste vedeli, da je bila Sevnica
od leta 1850 pa vse do druge svetovne vojne turistično mesto. V Sevnico so zahajali letoviščarji, danes bi jim rekli turisti iz avstro-ogrskih dežel. Na sevniškem trgu je delovalo takrat 6 gostiln in 2 hotela. Hotel Simončič in pa hotel Triglav. Seveda pa se je s prihodom turistom razvijala tudi druga obrt, kajti povpraševanje je bilo vedno večje. Do prve svetovne vojne, torej do leta 1914, so na trgu je delovalo 6 gostiln in 2 omenjena hotela. Po prvi svetovni vojni, pa vse do začetka druge svetovne vojne, pa se je ta gostinska dejavnost še razširila. Za razstavo sem pa tudi sama prispevala nekaj fotografij iz družinskega arhiva, in sicer tole fotografijo mojega pradeda Rudolfa Cimprška, ki je bil trški gostilničar in obrtnik. Tlele se glih s kolesom nekam odpravlja. Fotografija je bila pa posneta na začetku 20. stoletja. Seveda pa so ob teh omenjenih gostinskih trgovskih storitvah potekale tudi druge obrti, kot so kovaštvo, kolarstvo, ključavničarstvo, kleparstvo, frizerstvo, zdravniške oskrbe in pa podobne stvari. Ali ste vedeli, da k frizerjem včasih ženske niso hodile? Je bilo namenjeno predvsem moškim. Dekleta so se sama česala, spletala kite, jih spenjala z glavniki z iglami, medtem ko so fantje hodili k frizerju. No, v Sevnici še vedno deluje obrt sodarstvo. Že od nekdaj so delovali. In ali veste, da so v Sevnici v 60. letih naredili eden večjih sodov, ki je bil velik za 12.000 litrov razne tekočine. Občina Sevnica je v okviru projekta prenovila Trški dvorec, tako imenovani Spodnji Sevniški grad. Zasnovan je v L obliki in krasi ga letnica 1613. Skozi leta je ta objekt marsikaj preživel, med njimi tudi 2 velika požara. Do nedavnega pa je v tem prostoru bil arhiv. Sedaj imamo prekrasno urejen prostor, razstavno-turistični prostor, ki ga krasi razstava po sledeh obrtništva v Sevnici. To razstavo, seveda, ko je bilo mogoče, so si že ogledali tudi sevniški otroci ter posamezne skupine občanov.